Zakaj ima ta avtomobil vrata, ki se odpirajo tako, kaj rečemo temu, asimetrično? Asimetrično. Ja. V čem je poanta? Vrata se odpirajo asimetrično v bistvu z vidika produkcije. Obe vrati sta enaki, tako da se jih v bistvu teoretično da tudi zamenjati. No. Aha, cenejši v bistvu. Ja. Koliko pa stanejo ta vrata? Ne vem, stroška nimam, no, ampak... Se pravi, jih prefarbam, pa imamo lahko ena vrata rdeča, druga tako pa. Kako so dosegli to dostopnost? V bistvu vidim, da to je plastika, ne? Verjetno je marsikaj na tem avtomobilu plastičnega. Kaj je recimo plastike tle? Ja, v bistvu vozilo je praktično plastično. Cel avto je plastičen, no, ko kar pogledamo pač okrog in okrog. S tem tudi dosežejo neko obliko dostopnosti. Baterija omogoča doseg 75 km, kar pomeni, da ima kapaciteto 5,5 kWh. Prav tako pa se napolne samo v 4 urah, tako da je zelo Na navadni šukovtičnici. Na navadni šukovtičnici. Kje je že ta? Imamo pa na tej strani. Imamo pa vtičnico na tej strani. Tako da se jo samo enostavno potegne ven. Se pravi, to je tipičen avtomobil, v katerem se kabli ne bodo premetavali po prtljažniku. Tako, ja. Tako, ker se jih da pospraviti. Prav tako pa je poskrbljeno tudi za varnost, no, se ga lahko takole da. In lahko tudi normalno se zapre, zapre, da ga ne precvikamo. Tako, ja. Se zapre in zaklene normalno. A to pomeni, da če ga precvikam, to ga lahko sam v bistvu potem neki... Ne, najverjetneje ne. No. Ampak se ta kabel verjetno ni nekaj posebnega, ne? Ne, no, kabel je navaden. No. Kot ga poznamo pri sesalcu, na primer. Ne. Še kakšen primer, s katerim so ta avto naredili tako zelo, zelo dostopen, pa tudi po eni strani simpatično poseben. Vidim, da so Lego kocke. Kar se tiče voziloma noter zelo minimalno prikazovanje informacij. V bistvu je samo doseg, napolnjenost baterije in koliko kilometrov smo do zdaj naredili. Potem si pa stranka lahko, se pravi, dokupi Bluetooth zvočnik in pa poseben vmesnik, ki povežemo potem avtomobil z svojim pametnim telefonom. Aha, se pravi, tukaj ni ozvočenja noter? Ne, ni ozvočenja. Tudi mikrofona ne? Ne. Amija, torej po francosko prijatelja, lahko vozijo že tudi naši najstniški 15-letni otroci z izpitom za moped. Všeč pa bo tudi prebivalcev podeželja za šviganje na plac v domači vasi. Ampak v vsakem primeru je bistvo tega ne avtomobila prav v tem, česa nima. Dajmo, slišimo ne še nekajkrat. Serijsko je steklena panoramska streha. Aha, ki se jo ne da odpreti? Ne. Obstaja tudi cabrio verzija tega avtomobila? Obstaja buggy, ampak je bila takrat ponujena v omejeni seriji. Posebno so tudi paščki za zapiranje in pa ima pomičnih stekel, ima stekla, ki se samo odpirajo navzgor. No. Tisto osnovno ventilacijo ima. Aha, klasične klimatske naprave pa tudi nima? Ne. Je samo za tisto prezračevanje, da se ne zarosijo šipe, pa ta osnovno gretje noter ima. No. Ravnokar se nam je pridružil tudi Ami Cargo. Drži. Kam bo šel dejansko vaš posel? Verjetno bo prav teh dostavniških Amijev verjetno v Sloveniji bistveno več kot pa teh osebnih. Ja. Ali se motim? Za začetek smo predvideli nekoliko več res dostavnih. Ravno zaradi tega, ker je zelo, zelo zanimiv avto za kakšne pošte ali pa dostavo hitre hrane in tako naprej in tako naprej. Zato, ker ti ljudje, se vemo, so ogromno na cesti, ne glede na to, kakšen vreme je, treba je posel narediti. In z Ami Cargo oziroma z našim Citroenčkom bo to veliko lažje, kakor pa recimo z skuterjem ali pa z mopedom ali pa s kolesom. A to pomeni tudi, da jih boste verjetno prodajali kar v paketu 15 kakšnemu podjetju? Absolutno. Imate kakšne subvencije za Volt, Glovo? Za začetek še ne. Zdaj, to je zelo inovativen avtomobil in ima tudi zelo inovativen sistem prodaje. Ja, res je. Gre za direktno prodajo pri naših agentih. Se pravi, to niso neki koncesionarji, tako kot Citroen, kjer je in prodaja in servis, ampak so agenti, ki upravljajo za nas storitev in pa prodajo. Se pravi, jaz se lahko javim za vašega agenta, kaj moram dejansko narediti? Imate določene vstopne točke. Se pravi, treba imeti infrastrukturo, se pravi, morate imeti en prostor za to, da predstavljate Ami kotiček.
In pa treba imeti seveda vse orodje v poprodaji, ne tako specialno orodje za prve servise oziroma PDI. Aha, se pravi, tukaj ne govorimo to, da jaz organiziram meeting doma na vrtu. Pa... Ne, za enkrat recimo, da še ne. Mogoče kdaj v prodaja. prihodnosti, za enkrat pa še ne. Kaj pa je, kaj se servisira na tem avtomobilu? Mislim, sprašujem predvsem zato, ker verjetno, če se tukaj kaj zgodi, verjetno je treba... Najverjetneje se bo to kar zamenjalo. Ostalo načeloma niti ne računamo, da bo tega toliko ogromno. Zakaj to ne more biti kar direktno spletna prodaja? Pa potem samo prevzem, recimo. Na spletni prodaji še delamo. Še razvijamo module, tako da predvidoma bo to nekje julija oziroma avgusta. Se pravi, že letos bomo tudi avtomobil. Se pravi, to bo prvi avtomobil v Sloveniji, ki ga bomo kupili prek interneta. Tako je. Poleg Tesla. Tako. Torej, malemu Amiju ne moremo reči avto, ker to ni. Lahko pa mu rečemo Citroen, ker Citroen mora biti odštekan. Saj, če drugega ne, originalni Ami ni nosil slovitih 2 strešic, preprosto zato, ker je oblikovalec menil, da je avto z odsekano streho tako odštekan, da kaj drugega kot Citroen sploh ne more biti. Seveda pa zdaj že tudi slutite, kaj vam bomo tokrat ponudili za vaš naslednji klik. Ja, Amija seveda, tistega ta prvega. Kliknite in se z nami odpeljite na potep proti morju.